hej, vita živijo. Evo, dihalni izziv je za nami. En stavek se je rodil skozi to popotovanje, ki ti ga želim tudi predati. Se mi zdi zelo, zelo odziven in še kar zveni nekje tam gor. Za nami je tedensko popotovanje, raziskovanja, dihanja in pa teh osnovnih vaj, katere sem predala na izzivu. Tako da, res smo šli kar globoko. Nisem mislila, da bomo toliko stvari predelali, ampak prava vprašanja v bistvu res odprejo široka polja. Porajal se mi je tale stavek na koncu, in sicer dihanje je most med dušo in telesom. In kaj zdaj s tem mislim? Dihanje je življenje, ne? In dih je v bistvu energija. Torej vsakič, ko jaz vdihnem, vnesem v svoje telo energijo. In s tem, ko jaz vnašam to energijo v sebe, bolj ko jaz poglobim ta vdih, bolj v bistvu se vračam v svoje telo, ga ozaveščam in sem bolj tukaj v tem trenutku, tukaj in zdaj. In kaj zdaj to pomeni? Ko sem jaz v bistvu tukaj, ko nisem v prihodnosti, ko me skrbi ne vem kaj bo, ali pa v preteklosti, ko kaj vse je bilo, pa ne vem, imam en kupenih občutkov krivde, pa sodbe, pa ne vem kaj še vse, ko se jaz res znam osredotočiti v ta trenutek tukaj in zdaj. Ni ne skrbi, ni ne krivd, pa ni ne sodb in ničesar. Jaz sem samo tukaj in sem sama s sabo ali pa s komkor drugim, ampak jaz sem tukaj v tem trenutku in ne razmišljam, kaj bo ali pa kaj bilo. Sem samo tukaj. Ja, samo sem. In do tega trenutka nas globoko sproščeno dihanje privede. In ko pa jaz res se poglobim v to dihanje in ta trenutek tukaj in zdaj, se pa konektam tudi najprej s telesom in sama s seboj. In seveda, ko sem konektana sama s seboj, sem konektana tudi s svojim višjim jazom oziroma dušo, kakorkoli pač temu rečeš. In takrat res sem jaz. In takrat pridejo pravi odgovori ali pa ideje ali pa karkoli drugega. In takrat bom jaz začutila, kam se moram obrniti, in takrat bom jaz lahko delovala, kot mi je namenjeno. Evo tako. In takrat, ko sem jaz konektana sama s seboj, privede me do tega moj dih, energija, ker dih tudi pomiri in dih tudi čisti. In ko jaz res diham globoko, umirjeno, grem res lahko v globoko zen stanje. In takrat pridejo tudi pravi odgovori na marsikatero tvoje vprašanje. Takrat se javi duša. Ponavadi jo ne slišimo, če smo v prihodnosti ali pa preteklosti, Takrat se res javi duša in jo slišiš končno. Duša se itak skozi javlja, samo če smo mi non-stop v neki naglici in dihamo na škrge in ne vem kaj, jo ne morem slišati, ker se ukvarjam, kaj bo jutri, pa kaj bo včeraj, pa kaj je ona rekla, pa kaj bo zdaj s tem, pa kako bom jaz zdaj to. Dajmo spustiti motilce trenutka zdaj, evo. Dajmo to spustiti. Ja? In enostavno,
ko nas odnese globoko dih iz dih in si zopet pri sebi doma. Okay? Tako da zato enostavno se je rodil ta stavek, da je res dihanje most med dušo in telesom. In takrat res začutimo in telo, in če res se poglobimo v dihanje, tudi dušo. Okay? Evo, to je bil moje sporočilo za danes. Tako da, če imaš kakšno vprašanje, seveda vprašaj. Če se želiš poglobiti v dihanje, te vabim na dihalni online program. Tako da, ker gremo prvič v ta program, imam zate res tako zelo neverjetno ceno. Tako da majčkeno prečekiraj na linku zgoraj spodaj in če kaj ne bo jasno, seveda se lahko slišiva, lahko mi pišeš na info@lavitas.si in vse razjasnimo. Ok? In še zaključim. Dihanje je življenje in dihanje je most med dušo in telesom. Srčno te pozdravljam in resno ti želim, da zadihaš življenje.